torek, 19. novembra, je v Izolskem kolegiju potekala večerna akademija z naslovom Kritični pristop k evtanaziji. Na njej je predaval dr. Roman Globokar, duhovnik in doktor teologije, ki je študiral v Ljubljani in Rimu. Tam je leta 2001 na Univerzi Gregorijana doktoriral z področja moralne teologije, naslov njegove doktorske disertacije pa se glasi Odgovornost za vse, kar živi, od Alberta Schweitzerja in Hansa Jonasa k teološki etiki življenja. Leta 2000 je končal tudi s specializacijo iz bioetike na Inštitutu za bioetiko na Medicinski fakulteti Katoliške univerze v Rimu. Po končanem študiju je začel predavati na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani in hkrati tudi poučevati na Škofijski klasični gimnaziji Ljubljana. Tam je od leta 2006 do 2018, torej kar 12 let, opravljal službo direktorja Zavoda svetega Stanislava. V tem času je bil na Teološki fakulteti izvoljen za docenta za področje moralne teologije. Od leta 2021 do vključno letošnjega leta pa je bil tudi direktor v ljubljanskem semenišču. Predavatelj je že 19 let član Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko, od leta 2011 pa član Strokovnega sveta za splošno izobraževanje Republike Slovenije. Na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, oziroma s kratico SAZU, je bil imenovan za svetovalca na področju šolske vzgoje. V mednarodnem kontekstu predavatelj sodeluje v več mednarodnih združenjih z področja etike in bioetike, organizirajo več mednarodnih simpozijev o etičnih in pedagoških vprašanjih. Kot univerzitetni predavatelj je gostoval na univerzah na Dunaju, Gradcu, Opolu, na Visoki teološki šoli v Peksu, na Boston College v ZDA in tudi na Trinity College v Dublinu. Dr. Roman Globokar je soavtor učbenikov za gimnazijski predmet Vera in kultura, sodeloval je pri pripravi leksikona krščanske etike in izdal monografijo s področja osnovne moralne teologije. Piše znanstvene, strokovne in poljudne članke, predava na domačih in mednarodnih simpozijih in se medijsko angažira na področjih etike in šolstva. Danes vas povabim k temu, da skupaj razmišljamo o tem zelo aktualnem vprašanju tudi v Sloveniji, glede na to, da je ravno zdaj v parlamentarno proceduro šel nov predlog zakona o prostovoljnem končanju življenja, se pravi pomoč pri prostovoljnem končanju življenja, ki so ga vložile koalicijske stranke skupaj s Srebrno nitijo, ki je ta predlog zakona pripravila, bo spet v prihodnjih mesecih verjetno nekaj debate o tem. In dobro je, da ne samo vemo, da smo proti ali pa da smo za, ampak da skušamo najti res prepričljive argumente za svoje pozicije in hkrati tudi, da vidimo, da je to vprašanje o vrednosti življenja pravzaprav temeljno vprašanje. In v izhodišču bi vam to vprašanje postavil, čigavo je življenje, čigavo je moje življenje, čigavo je tvoje življenje, kdo upravlja s tem življenjem, od koga je, komu je namenjeno, za koga je tukaj. Sodobna filozofija, moderna, govori o tem, da je človek bitje, ki se zaveda samega sebe in upravlja samim seboj in je avtonomija človeka pravzaprav ključna vrednota. Vendar, če mi pogledamo resnično našo vsakdanjo izkušnjo, vemo, da za vse odločitve, za katere lahko govorimo, da so še tako avtonomne, recimo kam ste šli v srednjo šolo, na kateri faks ste se odločili in tako naprej, ste se na koncu odločili, verjetno vi, ampak kaj je pomenila avtonomna odločitev? Kaj je pametna avtonomna odločitev? Je avtonomna odločitev, ki je narejena v enem kontekstu, v enih odnosih, v eni skupnosti. Obrnili ste se na nekoga, ki je že nekaj več vedel kot vi, zato da ste naredili dobro odločitev. In zdaj, ko gre za odločitev o tem, ali bom živel ali bom končal svoje življenje, je seveda tudi tukaj vprašanje, kdo bo na koncu odločal o tem, kakšno je stanje mojega življenja. Kakšno prihodnost ima en bolnik, ki se znajde v situaciji, ko izgleda, da njegovo življenje nima več nobene prihodnosti. Ni upanja, da se bo nekaj izboljšalo v njegovem življenju. Kdo ve, a se bo izboljšalo ali se ne bo? Kdo bo prevzel odgovornost za to, da bo rekel, tvoje življenje se končuje, tvoje življenje se lahko nadaljuje, končali bomo tvoje življenje, na tvojo željo bomo končali tvoje življenje. Če ti želiš, lahko končamo tvoje življenje. Kdo bo tukaj prevzel eno odgovornost?
In ko zdaj razmišljamo o teh vprašanjih, sploh v tem našem, rekel, ozkem slovenskem kontekstu, je takoj polarizacija. Ali si na eni ali na drugi strani, en močan ideološki naboj in potem tudi, bom rekel, eno takole razmišljanje, kot ga bom jaz zdaj vam tukaj predstavil, v enih, rekel, strogo cerkvenih kontekstih bi naletelo ali pa naleti tudi na neodobravanje. Češ, povejte že enkrat, kaj je prav in kaj je narobe, recite, da je evtanazija smrten greh, zagrozite ljudem, če bodo to naredili, da so se obsodili na večno pogubljenje. In zakaj se sploh o tem razpravlja? O čem, zakaj bi mi zdaj izgubljali 1 uro pa pol časa, če vam lahko že na začetku povem, da smo mi proti in da je seveda zelo jasno, da je Bog gospodar življenja, da mi nemamo kaj tukaj delati. Ne? Vendar ne gre samo za to, gre za to, da je ob tem vprašanju se nam lahko odpre ena široka paleta drugih vprašanj o, že prej sem načel, vprašanje o avtonomiji nasploh, vprašanje o tem, o dostojanstvu človeškega življenja in vprašanje o naših medsebojnih odnosih, vprašanje o ranljivosti, tudi vprašanje o tem, da se bo naše življenje enkrat izteklo, vprašanje o smrti in kaj nam predstavlja smrt. Ko se mi pogovarjamo o evtanaziji, bo vsakdo slej ko prej naletel na to, tudi jaz bom enkrat umrl. Kako bi želel, da bi se moje življenje izteklo. In eden od velikih izzivov na tem področju je prav gotovo terminologija. Evtanazija pomeni lepa smrt. Pomeni nekaj, kar si pravzaprav vsakdo želi, da bi mirno umrl. Da bi umrl brez bolečin in da bi se lepo posloval od tega sveta. In v bistvu je sama beseda taka, da odzvanja nekaj pozitivnega, čeprav verjetno zdaj v naših glavah, ko slišimo evtanazija, verjetno ni nujno nekaj pozitivnega, ampak sama etimologija besede je lepa. Pomoč pri umiranju, pomoč pri končanju življenja, pomoč pri tem, da bom zaključil svoje življenje. To je nekaj lepega, ne? Da ti nekdo pomaga. Ali pa umreti z dostojanstvom. To je v bistvu vsi zagovorniki evtanazije v vseh državah, kjer se je evtanazija uzakonila, imajo transparente umreti z dostojanstvom. Torej, dostojna smrt ali pa dostojanstvena smrt. Bomo spet videli problem pojma dostojanstvo, ki se ga lahko spet uporablja tako ali drugače. Potem pa po drugi strani pa seveda veliko ljudi, ko sliši za besedo evtanazija ali pa pomoč pri končanju življenja, pomisli na aparature v bolnicah, kako sem jaz zdaj priključen na vse možne aparature in kako mi te aparature ne dovolijo, da bi jaz umrl. In v bistvu evtanazija pa pomeni, jaz se lahko odločam in lahko končam svoje življenje. In jaz bi rad končal svoje življenje, ne bi rad bil priključen na enih aparaturah. Ne? In se velikokrat potem tudi govori o tem, da če nekdo ima pravico, da zavrne terapijo in da konča nek terapevtski postopek, recimo kemoterapijo, ne gre več v kemoterapijo, ker se je odločil, da želi zaključiti svoje življenje, da je to tudi neka vrsta evtanazija. Če že drugače ne, se reče, to je pa pasivna evtanazija. Ne? Se pravi, ne aktivno nekoga ne usmrtim, ampak pustim, da nekdo umre. V strokovni terminologiji etični ne obstaja, vsaj v sodobni etični teoriji, ne obstaja pojem pasivna evtanazija. Tudi v zakonodaji ne obstaja pojem pasivna evtanazija. Evtanazija, kot bomo videli, pomeni aktivno dejanje, namerno dejanje končanja življenja. To, kar je etično dopustno, pa je,
da jaz se odločim in ne nadaljujem neke terapije ali pa zavrnem sploh neko terapijo. Jaz nisem dolžan iti v nek terapevtski proces. Ni to moja moralna dolžnost. Sploh, če mi nek terapevtski proces ne zagotavlja ali pa celo ni nobenega upanja, da bi se moje zdravstveno stanje z nekim terapevtskim procesom izboljšalo. Torej, tudi pustiti človeka umreti je etično dejanje. In v bistvu, če se samo, vi se ne spomnite, ampak tisti, ki smo starejši, se spomnimo, ne vem, papeža Janeza Pavla II., ki je rekel, pustite me oditi. Nadškof Šuštar, s katerim sem jaz živel v zavodu, mi je večkrat rekel, da me slučajno ne boš dal v bolnico. Jaz želim umreti tukaj. Nobenih posegov več zdravniških. Moje življenje se je zaključilo, se je končalo. Ni treba nobenih zdravniških posegov, da bi podaljševale moje življenje. Zdaj, v ozadju tega pravzaprav razmišljanja o evtanaziji pa je pravzaprav tudi razmišljanje o smislu človekovega trpljenja. In dejstvo je, da je trpljenje povezano z življenjem. In dejstvo je, da je moralna dolžnost, da trpljenje lajšamo sebi in drugim. Mi, tudi krščanstvo, ki sprejema trpljenje kot del življenja in preko trpljenja nas je Božji sin odrešil in nam pokazal pot v življenje, ampak ne poveličujemo trpljenja kot trpljenja samega. In v bistvu je, kot sem rekel, moralna dolžnost, da trpljenje lajšamo, da odpravljamo vzroke bolečine, vendar pa je trpljenje del življenja, ki je lahko namenjeno tudi duhovni rasti, prečiščevanju, opozarjanju na določene meje, ki jih imamo. Ker sicer, če bi in če bomo rekli, kadar človek trpi, moramo imeti sočutje do njega in to sočutje se bo izrazilo v tem, da bomo mi končali njegovo trpljenje, s tem, da ga bomo usmrtili, bo to pomenilo ista logika tudi v drugih segmentih našega življenja. In tudi drugje, ko se bomo soočali s trpljenjem, bomo rekli, trpljenje itak nima nikjer nobenega smisla. Ampak, ko se jaz soočam z eno tako stisko, je pomembno, da seveda ne vztrajam v tem trpljenju, usmerim svoj pogled v Boga in zaupam, da je Bog z menoj tudi v enem takem trpljenju. In iščem eno upanje na življenje tudi znotraj enega takega trpljenja. In recimo primer že v Svetem pismu, v Stari zavezi imamo tole Jobovo knjigo, ki jo verjetno poznate, ko Job reče, moj vsakdanji kruh je moje vzdihovanje, kakor voda se razlivajo moji kriki. Strah, ki sem se ga bal, je prišel nadme, kar mi je zbujalo grozo, me je zadelo. Nimam miru, nimam počitka, nimam pokoja, prišel je trepet. Torej, izkušnja trpljenja, ki lahko zadene vsakega izmed nas, katerega se vsi bojimo, in je to zelo človeško. In je v bistvu pomembno, da o tem tudi razmišljamo, razpravljamo, ampak vemo, da pravzaprav rešitev tudi pri Jobu ne prihaja iz tega, da bi mi razložili, zakaj je to trpljenje, ampak rešitev prihaja iz tega, ko Job zaupa Bogu, da je z njim tudi v trpljenju. Da ne zaradi tega, ker ga je zadelo trpljenje, ne odpade od tega temeljnega zaupanja v Boga. Zdaj, ko mi razmišljamo o evtanaziji, sem že prej rekel, je eden od ključnih pojmov, s katerim se moramo soočati, pojem človekovega dostojanstva. In že od Cicera dalje imamo dve pojmovanji dostojanstva. Kdo ima dostojanstvo? On reče, dostojanstvo je lastnost tistih, ki imajo neko posebno vlogo v družbi. Recimo senatorji imajo dostojanstvo. Zakaj? Zato, ker imajo neko moč, nek poseben položaj in imajo neko posebno vrednost. So več vredni kot drugi.
Tudi v cerkvi imamo cerkvene dostojanstvenike, ne, so malo več vredni kot midva, ker so dostojanstveniki, ne, se pravi, imajo nek poseben trak rdeče barve ali vijolične, ne, in so dostojanstveniki. In gre za to, da ti družba prizna status nečesa več za določeno vlogo. Poleg tega pa Cicero prizna tudi, da ima vsak človek dostojanstvo v primerjavi z drugimi živimi bitji. In reče, v bistvu je vrednost človeka bistveno drugačna kot vrednost vseh drugih živih bitij. In zato uporabi za vsakega človeka pojem intrinzičnega notranjega dostojanstva. In od takrat naprej imamo pravzaprav oba pojma, ki gresta skozi celotno naše zgodovino. Ta pojem notranjega intrinzičnega dostojanstva se poveže s krščansko idejo, da je Bog ustvaril človeka po svoji podobi, torej, da smo mi ustvarjeni po Božji podobi in smo zato nekaj več kot druga živa bitja. Imamo poseben status, posebno dostojanstvo, ki je v tem, da moramo skrbeti za to stvarstvo, ker imamo posebno odgovornost znotraj tega stvarstva. Se pravi, to dostojanstvo nam prinaša tudi neko odgovornost. In imamo potem tudi ta pojem, naprej gre pojem družbenega dostojanstva. Recimo angleški empiristi rečejo, oseba je bitje, ki ima neko vrednost za skupno dobro. Torej, vkolikor jaz participiram in prispevam k skupnemu dobremu, potem imam neko dostojanstvo. Videli bomo, sodobna bioetika še več govori o tem, da ima dostojanstvo, imajo samo tista bitja, ki izpolnjujejo določene pogoje. In zaradi tega nimajo dostojanstva nerojeni otroci, niti še rojeni otroci ne. Nimajo dostojanstva umirajoči, nimajo dostojanstva prizadete osebe. Zakaj? Zato, ker ne izpolnjujejo kriterijev, kot so zavedanje o sebi, čutenje, razumevanje, sposobnost načrtovanja prihodnosti, sposobnost samostojnega življenja. In če tega nimaš, teh lastnosti, potem ti družba ne prizna dostojanstva. Dostojanstvo ti ne pripada zaradi tega, ker si ti človek, ampak zaradi tega, če družba v tebi prepozna določene lastnosti. In dejansko mi nerojenim otrokom ne priznamo dostojanstva in zdaj, recimo, če se odločimo za evtanazijo, tudi nekomu, ki bo rekel, jaz se odpovem dostojanstvu, bo tudi družba rekla, v redu, mi te lahko usmrtimo, ker ti nimaš več vrednosti v sebi. Tretji način razlaganja dostojanstva je pa to, da se jaz sam počutim, ali imam dostojanstvo ali nimam. Zaradi tega, ker nimam več zmožnosti, da bi sam nadzoroval svoje življenje, ne morem delati tistega, kar bi rad delal in tako naprej, čutim, da sem izgubil dostojanstvo. In v bistvu gre pa za mojo subjektivno oceno dostojanstva in to je tudi v teh debatah o evtanaziji pomembno. Se pravi, zdaj pomembno je to, da vemo, da v bistvu, ko rečem dostojanstvo, v osnovi pomeni dostojanstvo spada k vsakemu človeškemu bitju, to je intrinzično dostojanstvo in tak koncept je bil osnova za človekove pravice, tak koncept imajo v glavnem religije, tak koncept ima, ne vem, razsvetljenska filozofija Kanta in tako naprej. Človek nikoli ne more biti sredstvo, noben človek nikoli ni sredstvo, zgolj sredstvo, ampak vedno smoter v sebi. Potem imamo pa drugi dve razlagi dostojanstva, še posebej pač to, da je odvisno od kvalitet posameznega človekovega življenja. Tle imamo zdaj, se pravi, človekove pravice, se pravi, brez vsakršnega razlikovanja, vsi imamo človekovo dostojanstvo. Na tem temelji, recimo, preambula človekovih pravic pravi, da je priznanje prirojenega dostojanstva. To se pravi, dostojanstvo je prirojeno, sicer z rojstvom, ampak v bistvu spada pa k človeškemu bitju. In vsi imajo enako dostojanstvo, enake pravice. Kant, smo tudi že rekli, poznate, ne bom zdaj toliko več o tem razlagal. On zdaj zelo
pomembno, ali pa to, samo da imamo malo več tudi Slovenci enega ponosa, je, da je leta 1920 izide v Nemčiji eno delo o razlikovanju med vrednim in nevrednim človeškim življenjem. In tam sta dva, en pravnik in en psihiater, nemški oziroma nevropsihiater, torej razglabljata o tem, pišeta o tem, da bi morali odvzeti status človeške osebe mentalno bolnim ljudem. To, kar potem nacizem dejansko tudi sprovede. Se pravi, ona dva data neko osnovo za rasno diskriminacijo oziroma za diskriminacijo večvrednih in oziroma nevrednih in vrednih ljudi. In leta 1921 v glasilu Pravne fakultete, takrat ustanovljene v Ljubljani, in naš pravnik in naš nevropsihiater potem odgovorita na tisto tezo in v bistvu zagovarjata to stališče, da nikoli ne moremo za nobeno človeško življenje reči, da je nevredno. In bom samo prebral, kaj je tale Šerko, ki je tukaj, ki je bil nevropsihiater, rekel. Etična norma, ki nam prepoveduje ubijanje, in sicer v principu ubijanje vsakega živega bitja, ni puhla fraza, ki se da iz utilitarnih ozirov poljubno izpremeniti. Na absolutni veljavnosti etičnih norm temelji vsa naša čutvena kultura in vse naše sedanje moralno naziranje. V trenutku, ko bi bila proklamirana pravica uničevanja nedolžnih človeških eksistenc in naj si bodo te eksistence še tako duševno mrtve, bi se zamajali vse do dna temelji naše nravnosti, odprla bi se vrata najširši vesti človeško življenje, čigar pomena in namena še nihče ni zaslutil, bi postalo nekak objekt ekonomske špekulacije. V bistvu leta 1921 imamo to napisano. In on reče, zakaj ne bi veljalo, kar velja za bebce, torej za mentalno prizadete, tudi za onemogle starce, za neproduktivne invalide, za pohabljence dela, za duševno in telesno izčrpane žrtve življenjske mašinerije. Kdo je predrzen dovolj lastiti si kompetenco razsojati, katero življenje je življenja nevredno? To je vprašanje, ki se bo tudi zdaj ali pa se tudi zdaj postavlja. Kdo bo na koncu odločil, da je neko življenje zdaj pa nevredno? In zdaj, če pogledamo ta predlog iz konca prejšnjega meseca, potem vidimo, da v izhodišču rečejo, iz kje izhaja človekovo dostojanstvo. Ne iz človeka samega, ampak iz zavesti njegove svobode. Torej iz ene od lastnosti človeka. Nima vsak človek dostojanstvo, ampak tisti, ki je sposoben avtonomno, to se pravi človekovo dostojanstvo izvira iz njegove notranje svobode, zavedanja vsakogar, da lahko avtonomno oblikuje in uveljavlja svoje ideale in prepričanja. Torej, kdor ne more avtonomno uveljavljati svojih idealov in prepričanj, nima dostojanstva. Če bi zdaj radikalizirali to pozicijo. In potem nadaljujejo iz tega ven, pravica do končanja lastnega življenja je v tej luči integralen del pravice vsake osebe, da avtonomno vodi svoje življenje v skladu s svojimi ideali in prepričanji, del katerih je tudi ocena o lastnem zdravju in stopnji dostojanstva. Se pravi, dostojanstvo ima stopnjo. Vidimo, ne? Se pravi, ni intrinzično dostojanstvo, vsi imamo dostojanstvo, nedotakljivo življenje, ampak v bistvu lahko imam več dostojanstva ali manj dostojanstva, ali pa ga nimam več. Kdo bo odločil o tem? Jaz bom odločil o tem. Se pravi, subjektivni pogled na dostojanstvo. Po eni strani imamo neke kriterije, ki jih pač družba določa, recimo svoboda in avtonomija posameznika, in potem imamo to subjektivno odločanje. V ozadju takega razmišljanja je utilitaristična etika, ki ima v Petru Singerju, ki ga tukaj vidimo, glavnega predstavnika. In Peter Singer je pravzaprav samo v besedu to, kar
je en tak trend v tej naši, bom rekel, delno lahko rečemo tudi potrošniški miselnosti na področju življenja. Ko življenje nima več koristi, ko življenje nima več vrednosti, potem lahko to življenje tudi zavržemo. In tudi človek se lahko počuti, recimo, ko je star, onemogel, da pravzaprav njegovo življenje zdaj pa res nima več nobene vrednosti. In zdaj v bistvu je čas, da jaz se poslovim, končam to svoje življenje in vpletem druge, da bodo sodelovali v tem procesu končanja mojega življenja. On reče, ključna lastnost osebe je zavedanje same sebe. Poleg tega so pomembna merila za status osebe še razumnost, sposobnost čutenja, sposobnost načrtovanja prihodnosti. In on potem izpelje iz tega, da recimo teden dni star novorojenec ni razumno in samozavedajoče se bitje in obstajajo številne nečloveške živali, katerih stopnja razumnosti, samozavedanja, zavedanja, sposobnosti čutenja in tako naprej presega stopnjo teh lastnosti pri teden ali mesec dni starem človeškem novorojencu. Torej, imamo živali, ki so osebe, recimo prašiči, psi, opice in tako naprej, in imamo ljudi, ki niso osebe, ker nimajo pravzaprav teh lastnosti, ki jih on določi, da so tiste lastnosti, po katerih naj bi družba merila, ali ima nekdo pravico do življenja, brezpogojno pravico do življenja, ali nima te pravice. In tudi ob koncu življenja, se pravi na začetku življenja, imamo celo novorojenčke, ki nimajo po njegovem statusu osebe. Pri 28. dnevu po rojstvu se starši odločijo po Singerju, ali bodo sprejeli otroka ali ne. Do takrat ga lahko tudi evtanazirajo, če želijo, ali pustijo umreti, v primeru seveda nekih bolezni, ampak načelno pravzaprav otrok sam v sebi nima dostojanstva in nima te pravice do življenja. In isto velja tudi na koncu, ne. Naše odločitve, kako ravnati z bolniki, pri katerih je zavedanje nepopravljivo izgubljeno, ne sme biti odvisno od vzvišene retorike o enaki vrednosti slehernega človeškega življenja, temveč od pogledov družin in partnerjev, ki jih je treba upoštevati v trenutkih tragične izgube. Če je bolnik v trajnem vegetativnem stanju predtem povedal, kako naj se z njim ravna v takšnih okoliščinah, je treba upoštevati tudi to. Hkrati ne smemo pozabiti na omejene vire našega zdravstvenega sistema in na potrebe tistih, ki bi jih bilo mogoče rešiti s presaditvijo organov. Se pravi, vidimo eno utilitaristično logiko, nekdo, ki končuje svoje življenje, zakaj ne bi pospešili tega trenutka, itak bo umrl, itak se vrnil nazaj, se ne bo, lahko uporabimo še njegove organe, zakaj ne bi v bistvu naredili iz tega, kar imamo, nekaj dobrega še za druge, in zakaj se moramo zdaj ubadati z nekim načelnim vprašanjem, da pa spoštujemo življenje tega umirajočega človeka. Zdaj, če pogledamo v Evropi, kako je z legalizacijo tehle evtanazije in samomora s pomočjo, potem potem vidimo, da je pravzaprav, tako bom rekel, na svetovni ravni velika večina držav ima prepoved evtanazije in samomora s pomočjo. Prva država, ki je uvedla možnost samomora s pomočjo, je bila Švica leta 1942. Leta 1941 sprejmejo ta zakon, ki v bistvu zdravnika, ki pomaga pacientu končati življenje, sodišče ne preganja, če so izpolnjeni določeni pogoji, če je jasno izražena prejšnja volja, če gre za primer neznosnega trpljenja, in potem tukaj gre za to, da seveda bolnik sam zaužije smrtonosno učinkovino in sam konča svoje življenje, brez zdravniške pomoči. Zdravnika ni zraven v Švici, ko bolnik konča svoje življenje, ne. Se pravi, prva država
ki je, tlej sploh nimam gor, ne, se pravi, Švica je bila leta 42 je potem zakon stopil v veljavo. Zdaj, bom rekel, v zadnjem času, pa potem se sam proces legalizacije evtanazije začne na Nizozemskem. Leta 2001 Nizozemska sprejme zakon, 2002 zakon vstopi v veljavo, ki dovoljuje evtanazijo in pomoč pri samomoru. Istega leta potem zelo podoben zakon sprejme še Belgija. In danes je tako na Nizozemskem kot v Belgiji možna evtanazija od 0 let pa do konca življenja. To se pravi tudi za otroke. Do 12. leta pa starši odločajo o evtanaziji otrok, od 12. do 16. leta mladostniki in starši, od 16. do 18. leta morajo biti starši vključeni v proces, ampak v bistvu velja to, kar mladostniki rečejo, in potem od 18. leta naprej pač se človek sam odloča, ali v primeru, če ni sposoben odločitve, v tem odločajo njegovi svojci, recimo, če je človek v trajno vegetativnem stanju. Potem Luksemburg sprejme zelo podoben zakon leta 2009. Skupaj s tem zakonom takrat Luksemburg sprejme tudi zakon o paliativni oskrbi, ravno zaradi tega, da je država namenila ogromna sredstva za razširjanje paliativne mreže in da se ponudi tudi ta možnost za paliativno oskrbo. Potem Španija 2021, Portugalska 2023. Bom rekel, presenečenje pri teh dveh državah je to, da sta to dve res tradicionalno katoliški državi, ne, kjer je večinska podpora bila zakonu, tako v Španiji kot na Portugalskem. In tudi ko so delali raziskavo javnega mnenja, je bilo v Španiji okrog 80% ljudi je podpiralo ta zakon o evtanaziji. Potem imamo pa še primer, ki je nam bliže, in sicer Nemčija pa Avstrija. Nemčija 2020, ustavno sodišče odloči, da je pravica do končanja življenja nad dolžnostjo države, da ščiti življenje človeka. Torej, če se človek odloči, da bo življenje končal, država ne sme poseči v njegovo avtonomno odločitev. In še to, da pomoč tretjega, ker to je pa zdaj ključna zadeva, zato da bo nekdo naredil samomor, ni kaznivo dejanje v primeru, če ta, ki želi narediti samomor, to jasno in eksplicitno izrazi in trpi neznosne bolečine. Kaj pa to pomeni, neznosno trpljenje, pa ni, bom rekel, definirano, ni to mišljeno ne v nemškem zakonu oziroma v nemški razsodbi ustavnega sodišča, ne potem pri nas, kot bomo videli v naši zakonodaji. Ni mišljeno tako, da imamo zdaj pacienta, ki je v zadnjem stadiju bolezni raka in v bistvu ne more več ničesar ne zaužiti, ne v bistvu samo čaka, da bo lahko končal to svoje življenje, ki ga živi v enem trpljenju, takšnem in drugačnem, telesnem in psihičnem in tako, ampak v bistvu lahko tudi nekdo, ki, ne vem, mu je umrla žena in je v bistvu tako žalosten, da ne najde več nobenega smisla, da bi živel brez nje, in če to vztraja v enem takem stanju, je to stanje za njega stanje neznosnega trpljenja. Ni nujno, da je nekdo bolan, pomembna je njegova subjektivna ocena o stanju trpljenja. In tudi slovenski zakon je tako napisan. Ključna je subjektivna ocena. Ne mnenje, zdravnik ugotovi, ali dejansko je pri tem bolniku ta občutek neznosnega trpljenja. Ne daje pa zdravnik neke, bom rekel, medicinske indikacije, da gre za bolezen, ki, ne vem, ki predvideva, da bo bolnik, ne vem, v pol leta umrl. Ni potrebno, ne, da je en tak razlog.
Torej Nemčija 2020 ustavno sodišče sprejme in naloži parlamentu, da mora sprejeti ustrezno zakonodajo. Do letos parlament še ni sprejel te zakonodaje. Podobno se je zgodilo tudi v Italiji, podoben primer, ne tako ekspliciten kot v Nemčiji, ampak tudi v Italiji parlament, sploh zdaj pod to vlado, gotovo se tega vprašanja ne bo lotil. V Avstriji je pa ustavno sodišče bilo malo bolj striktno in tudi pač Avstrija, vemo, da je bolj redoljubna država in so rekli, v enem letu morate postaviti zakon, ki bo omogočal to avtonomijo pacienta, da lahko konča svoje življenje. Avstrija je potem 2021 ustavno sodišče sprejme zakon, da odločbo, ki naloži parlamentu, da mora v roku enega leta pripraviti zakonodajo in 1. januarja potem 2022 začne veljati zakon o pomoči pri samomoru, kjer pa je seveda tako, da se ta pomoč pri samomoru ne sme izvajati v zdravstvenih institucijah. Torej, in ne smejo biti zdravstveni delavci zraven. To gre za privatno zadevo. Tam, kjer je zdravnik zraven, je pri tem, da zdravnik predpiše to smrtonosno učinkovino in sicer na zahtevo pacienta. Pacient pride do zdravnika, zdravnik mu mora povedati, da obstaja možnost paliativne oskrbe, da obstajajo druge stvari, da bo država ali pa sistem zdravstveni poskrbel za njega, da ni treba izbrati te odločitve. Če potem vztraja pacient pri tem, zdravnik pošlje pacienta k specialistu za paliativno medicino. In pri specialistu za paliativno medicino je še enkrat preverjena ta odločitev pacienta. In v prvem letu izvajanja, leta 2022, je 60% bolnikov se je pri drugem pregledu potem premislilo in ni šlo naprej. Torej, tako da se vidi, tudi, da je, če bi šla stvar prehitro, je potem to lahko usodno za človeka. Potem pa ima 12 tednov je od drugega pregleda do tega, da lahko potem pacient prevzame v lekarni smrtonosno učinkovino. In potem, ko gre on v lekarno to iskat, pač lahko zaužije takrat, ko se on odloči. To se pravi, je seznam javnih lekarn, kjer se to na recept dobi, če pač pride in je en tak postopek za to. Tukaj le vidimo recimo iz španskega, bom rekel, zavzemanja za legalizacijo. Tlele imamo samo definicije, se pravi, evtanazija je dejanje zdravnika, s katerim konča življenje bolnika na njegovo zahtevo. Pomoč pri samomoru je pa vloga zdravnika ta, da predpiše recept, ni pa potem zraven pri samem končanju življenja. Čeprav naš slovenski zakon pravzaprav pa da to spremljavo tudi zdravstvenega osebja, predvideva spremljavo zdravstvenega osebja tudi v postopku umiranja. In to, mislim, to, kar je mene res tako zmotilo v tem našem zakonu, zdaj sploh v tem zadnjem predlogu zakona, je to, da piše, da bodo mogle vse institucije, ki izvajajo socialno varstvo, to izvajati. To se pravi tudi recimo katoliški domovi za ostarele. Če bo en starostnik v enem katoliškem domu za ostarele rekel, jaz bi pa zdaj rad končal svoje življenje, mu morajo zagotoviti delavci v tem domu to, da se, sprav, ni možnosti, je možnost ugovora vesti strani posameznika, ne pa strani institucij. Zdaj pa,
kaj je namen tega našega predloga, se pravi slovenskega predloga iz oktobra 2024, je, da pacientu, ki doživlja neznosno trpljenje, za katerega ne obstaja za pacienta sprejemljiva možnost lajšanja. Se pravi, vidimo, pacient je tisti, ki odloča. On pove, a bo nekaj njemu ustrezalo ali ne, in je posledica hude trajne bolezni ali drugih okvar zdravja, katerih zdravljenje je izčrpano in ne daje utemeljenega pričakovanja na ozdravitev ali oziroma izboljšanje zdravja. V razlagi potem tega, to je potem še opredeljeno v 6. členu zakona, ampak v razlagi tega 6. člena zakona pa izrecno piše, da je subjektivna ocena pacienta tukaj merodajna, ne zdravnikova ocena, ampak tako, kot se človek počuti. Če se človek počuti, da neznosno trpi, je pravzaprav trpljenje, je treba upoštevati to mnenje. Zdaj, brez napak in zlorab v postopku, to je želja teh predlagateljev zakona, omogočiti spet dostojanstveno, mirno, nebolečo smrt, ki temelji na samostojni in dobro informirani odločitvi pacienta. Spet, v bistvu tako, ko smo že na začetku rekel, kaj je zdaj samostojna odločitev. Sploh v primeru, ko nekdo neznosno trpi. Koliko je zdaj to neka zavestna, avtonomna, razumna odločitev. Ko je recimo krik po smrti, velikokrat krik po odnosu, po tem, da ga ne bi zapustili samega, da bi v bistvu bili z njim, velikokrat ne pa nujno v bistvu tudi dobro premišljena želja. Zdaj, tule je zelo nadrobno napisano, avstrijski zakon in slovenski zakon, ne bomo šli zdaj tega čez, ker vidim, da moram počasi končati. Ampak, mogoče samo slovenski predlog zakona, oseba doživlja neznosno trpljenje, za katerega ne obstaja za pacienta sprejemljiva možnost lajšanja. Oseba mora biti polnoletna, se pravi za otroke in mladostnike ni predvideno, državljan Slovenije ali s stalnim bivališčem v Sloveniji, željo po pomoči pri prostovoljnem končanju življenja izrazi lečečemu zdravniku dvakrat v razmaku 3 do 14 dni. To se pravi, enkrat pove, potem pa najmanj 3 dni mora miniti in največ 14 dni moral drugič povedati, da želi umreti. In potem najmanj v 3 dneh, vse je najmanj v 3 dneh, večinoma, po drugem pogovoru predpiše zdravnik, ne podpiše tale bolnik zahtevek za prostovoljno končanje življenja, pomoč pri prostovoljnem končanju življenja in informirano odločitev pred zdravnikom in notarjem. Vse to tudi notar je plačan iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Potem pa lečeči zdravnik poda svoje mnenje. O tem komisija, in to dobi komisija, komisija pogleda to stvar in v 3 dneh določi drugega neodvisnega zdravnika, ki pa ne sme imeti ugovora vesti. Se pravi, bom rekel, v samem procesu spet tudi zdravniki sodelujejo, tisti, ki so pripravljeni delati, recimo pomagati pri končanju življenja. Neodvisni zdravnik, torej ta drugi zdravnik, pregleda bolnika in poda svoje mnenje. Komisija potem dobi, se pravi, ima zdaj 2 mnenji zdravnika in pri ta prvem je še to, tudi če lečeči zdravnik reče, da bolnik ne izpolnjuje teh pogojev, mora dati vlogo naprej in se zdravnika ne upošteva. Se pravi, tega lečečega zdravnika je možno, da se ga tudi zaobide in njegovo mnenje. Potem pa komisija po prejemu popolne vloge določi zdravnika psihiatra, se pravi, imamo pa še 3. zdravnika, ki oceni pacientovo sposobnost odločanja o sebi. Psihiater pa ugotavlja samo to, a je pacient prišteven, ali se je on to dejansko odločil, zaradi tega, ker ve, kaj dela. In potem komisija potem v 15 dneh
po prejemu celotne dokumentacije odloči in obvesti lečečega zdravnika in pacienta, ki potem skupaj določila datum, kraj in način vnosa učinkovine za končanje življenja v telo pacienta. In zdaj to je pa sprememba od prejšnjega predloga do zdajšnjega. Se pravi, prejšnji predlog je bil ta, da bi v Sloveniji uvedli in evtanazijo in pomoč pri samomoru. Zdajšnji predlog je samo pomoč pri samomoru. Vendar je pa ta pomoč pri samomoru narejena tako, da je prej je bil ta člen, da pomoč pri samomoru pomeni, da pacient sam zaužije to smrtonosno učinkovino. Zdaj je pa napisano tako, da pacient sam zaužije, če pa ne more sam zaužiti, mu pa zdravstveno osebje pomaga, da bo lahko končal svoje življenje, s tem, da bo on usmerjal, torej on mora dati znak za to, da se začne ta postopek. Kar pomeni, lahko mu vse avtomatizirajo in on bo zdaj ali recimo z nekim pritiskom na gumb sprožil injekcijo, s katerim bo končal svoje življenje, ali pa recimo, to si zdaj jaz predstavljam, lahko, ne vem, z nekim pomežikom ali z nekim, pač z enim znakom bo on sprožil, da se ta postopek začne. Ključno je to, da on upravlja z vnosom učinkovine sam. Torej ne sme zdravnik ali sestra v bistvu usmrtiti pacienta. Tako je zakon narejen, ampak v bistvu interpretacija je pa dokaj široka. In torej zakon seveda predvideva ugovor vesti za zdravstvene delavce. Samo še na kratko, torej argumenti za in proti evtanaziji in posledično tudi pomoči pri samomoru. Ključni razlog za evtanazijo je avtonomija posameznika. Človek odloča o vsem v svojem življenju svobodno in ima pravico, da na koncu tudi odloča, kako bo umrl. Svoboda posameznika je več kot katerakoli družbena prisila. Ugovor proti temu argumentu je ta, da lahko rečemo, da dejansko je avtonomija ali pa moja odločitev vedno v odnosu z drugimi in vključuje druge. To, da se jaz odločam, da bom končal svoje življenje, tudi če je to samo pomoč pri samomoru in evtanazija, vključuje druge, ki morajo pri tem sodelovati. In ni to samo moja odločitev, kajti moja svoboda, vemo, da se konča pri škodi drugemu. Če jaz drugemu škodujem, se ne morem več sklicevati na svojo svobodo, ampak v tem primeru pa v bistvu vsaka moja odločitev ima posledice tudi za okolico, v kateri jaz živim. Vsi vemo, recimo, če je nekdo naredil samomor, ki smo ga poznali, nas bo ta stvar prizadela. Se pravi, se bomo vprašali, zakaj, kje me je zmanjkalo, da nisem pomagal, ne, temu človeku. Zakaj nisem šel do njega, pa ga nagovoril, pa sem mislil, pa nisem šel in tako naprej. Ne. Se pravi, imamo in tudi tukaj je v bistvu ta proces, ne, usmrtitve nekoga ni tako enostaven, kot se mogoče zdi. In po drugi strani zdaj, če pa sploh z enega še krščanskega vidika gledamo na to, pa lahko rečemo, da je življenje ti je bilo podarjeno, nisi si ga dal sam, nisi se sam ustvaril, prišel si na ta svet in v bistvu tudi s tem, da ti svobodno upravljaš z darovi, ki so ti bili dani. Tvoje življenje je dar, s katerim ti lahko upravljaš. Ti nisi lastnik, nisi gospodar, si skrbnik, pravzaprav upravljalec tega svojega lastnega življenja. In ne morem zaradi tega popolnoma razpolagati s tem svojim življenjem. In tako kot
je bilo spočetje en dar, nad katerim nisem imel nobenega nadzora, tako tudi konec je pravzaprav iztek mojega življenja, nad katerega ne smem obvladati popolnoma ali pa se narediti gospodarja tega trenutka. In tudi to, kar sem že prej rekel, v stanju bolezni, vprašanje, koliko je to res zavestna in svobodna odločitev. Potem druga stvar, drugi argument, ki je zelo močan teh zagovornikov evtanazije, je sočutje do trpečega. Se pravi, ko ti gledaš človeka, ki trpi in vidiš, da želi končati svoje življenje, je v bistvu najbolj humano, da mu pomagaš, da se to zaključi, da se to trpljenje zaključi. Želiš, da se to trpljenje zaključi, ne. Moliš za to, da bi se trpljenje enega človeka zaključilo, ne. Vprašanje in to sočutje, ne, je gotovo nekaj pozitivnega, ampak vprašanje je, ali je končanje življenja pravi način izražanja sočutja. Sploh ob sodobni medicini, ko zdravniki povejo, da skoraj vse primere lahko pravzaprav obvladajo bolečine. Gre za res skrajne primere, ko pa potem uvedejo tako imenovano paliativno sedacijo, ko pravzaprav uspavajo bolnika, če gre res za bolečino, ki je drugače ne more obvladati. Ampak drugače večinoma v veliki večini primerov se da fizično bolečino obvladati. Ključna stvar je tudi to, da poleg te lajšanja fizičnih bolečin lajšamo tudi duševne bolečine, osamljenost človeka, smisel takega načina življenja, se pravi, da mu ponudimo svojo bližino, da smo z njim in na ta način tudi, tamle je 4. točka, tudi sami marsikaj dobimo. Torej, ob človeku, ki je krhek, ranljiv, ki je v procesu poslavljanja, ko mu ti nudiš bližino, tudi v bistvu spreminjaš samega sebe, postaješ bolj čuteč, bolj občutljiv, bolj sočuten nasploh v življenju. Če bomo zapravili eno tako možnost tudi ene rasti, potem bomo izgubili eno dimenzijo človeškega bivanja, ki je zelo pomembno. Sočutje, soočanje z minljivostjo, s krhkostjo, z ranljivostjo. Potem 3. točka je spoštovanje dostojanstva posameznika ali pa spoštovanje človeškega dostojanstva. Tukaj gre za to, da se eni in drugi in zagovorniki evtanazije, nasprotniki evtanazije sklicujejo na človekovo dostojanstvo. Zagovorniki imajo seveda pojmovanje subjektivnega dostojanstva ali pa mogoče celo družbenega dostojanstva. Nasprotniki evtanazije pa poudarjajo notranje dostojanstvo človeka, ki se ne izgubi tudi takrat, ko človek trpi. Tudi takrat, ko človek umira, še vedno ohranja dostojanstvo. In vsak trenutek življenja nam je podarjen in dragocen in mogoče je tudi tisti trenutek pomemben za to, da nekdo dozori v svojem življenju, v tej svoji življenjski zgodbi. Nihče noče biti v breme drugemu. To je, bom rekel, ena od stvari, ki verjetno tudi vsi tako čutimo. Ne bi želeli biti v breme svojim svojcem, in v bistvu se počutiš odveč in marsikdo se bo počutil odveč, tudi če se bodo odprla ta vrata, če mi vidimo, da so tamle vrata odprta in da grem jaz lahko ven. In jaz sem zdaj tukaj in v bistvu delam, rekel, povzročam težave s svojim bližnjim, lahko pa grem. V bistvu, ker vrata je nekdo mi odprl, ne. Se bom počutil v eni situaciji, ker vem, da so vrata odprta, se bom počutil, da je moja dolžnost, da moram iti. Enkrat bom že prišel do tega,
da bom rekel, zdaj pa konc, zdaj pa drugi morajo živeti, ne, jaz se moram pa spokati, ne. Lahko, ne, če vrata niso odprta, potem vem jaz in vejo drugi, da je v bistvu ta čas nam namenjen za to, da ga preživimo skupaj in da v bistvu drug ob drugem si lahko še nekaj damo, drug drugemu lahko še nekaj damo. In sploh recimo za mlade se mi zdi, da je en stik z ljudmi, ki so rekel, krhki, ranljivi, bolni, invalidni in tako naprej. In ko prideš v en stik z enimi takimi ljudmi, začneš tudi bolj ceniti svoje življenje. Dobiš eno drugo dimenzijo življenja. Jaz vem recimo na Škofijski, ko smo uvedli socialni praktikum in so šli potem za 3 dni dijaki v bolnice, v zavode za prizadete otroke in tako naprej. Spomnim se za eno stvar, bom povedal, ene punce, ki je prišla in potem v tisti svoj dnevnik so mogli napisala, od obiska pri teh otrocih vem, da mozolji niso problem. Se pravi, v bistvu začneš, narediš si en drug rang, rekel, vrednot v svojem življenju. Prej si misliš, da si ti zdaj ne vem kako ubog in ne vem kaj je s tabo. Ampak te taka stvar naredi bolj, kaj ćemo reči, po eni strani empatičnega, po drugi strani pa tudi bolj zrelega v presojanju stvari. In tudi v našem zakonu je zelo jasno napisano, da evtanazija bo državo stala 3500 evrov, intenzivna nega bolnika v enem mesecu stane pa tam okrog 10 000 evrov. To se pravi, mi bomo na ta način imeli prihranek v našem zdravstvenem sistemu, ne. V bistvu po drugi strani je pa treba vedeti, da je zdravstveni sistem narejen tako, da takrat, ko imam potrebe, takrat koristim sredstva, ki sem jih, ne vem, če jih nekdo celo življenje vplačeval, ima na koncu pravico do tega, da dobi tista sredstva, ki jih rabi, zato da bo lahko, bom rekel, v miru zaključil svoje življenje. Zdaj pa samo še tale primer, pa bomo končali, tako da ne bom, ker sem viden, da sem predolg, ja. S tem primerom bom končal. Torej, na Nizozemskem je ena gospa napisala v naprej izraženi volji, če bi morala iti zaradi napredovanja Alzheimerjeve bolezni v dom, potem želim evtanazijo. Vendar o tem, ali bom šla v dom ali ne, želim odločati sama. In potem je prišlo do tega, da je bilo nemogoče več skrbeti za njo in se je hčerka odločila, da je prišlo zdaj do te točke, ko bi mama morala iti v dom, in da je mama napisala, če bi morala iti v dom, želim evtanazijo, in je poklicala zdravnico in so pač pogledali dokumente, njeno vnaprejšnjo voljo in so se pač odločili, da bodo zdaj mamo evtanazirali. In so mami dali najprej v kavo uspavalo, prvo učinkovino, ne, da je mama zaspala, potem so dali mamo na posteljo in potem druga učinkovina je pa, da dajo eno močno pomirjevalo v srce, mislim v srce v žilo, in ko pride do srca, človek pač v roku 1 ure običajno človek umre. In ko je pač njo hotela ji dati to injekcijo, se je začela gospa upirati, da ona pač ne želi tega, ne,
In potem je zdravnica prosila hčerko in zeta, da sta jo držala vsak za eno roko in je lepo evtanazirala gospo. In vse to popisala potem v poročilu, ker pa na Nizozemskem imajo pač strogo in je napisala, kaj se je zgodilo. Se pravi, tole je bila vnaprejšnja volja, tole je bila odločitev, takole smo naredili, tole se je zgodilo in ko je tisti mrliški oglednik to stvar potem pregledal, je potem dal stvar na sodišče, da naj zdaj sodišče odloči, ali je to zdaj v skladu z zakonom o evtanaziji ali nasprotuje zakonu o evtanaziji. In sodišče je odločilo, da je bilo to v skladu z zakonom o evtanaziji. To se pravi, ta vnaprejšnja volja te gospe je bila toliko močna, čeprav, ker so potem ugotovili to, ne, da je ona sicer napisala, da bo sama odločila, je zdaj že na tej stopni, ampak to je skregano z logiko. Ne. Če ona je toliko dementna, da bi mogla iti v dom, je logično, da ne bo mogla sama odločati o tem, a je zdaj toliko. Ne. In vidimo v bistvu zdaj, jaz sem ta primer že neparkrat povedal in bom rekel, sem tudi to doživel, ja, logično, ne, saj pač ona je napisala, da je, če bo dementna, da jo ne usmrtijo. Ne, saj zdaj pač ni bila več ona, ne, to je pač druga oseba. Ampak po drugi strani pa seveda hčerka je vedela, da je ista oseba, ne, bom rekel, če drug ne. In je to prinaša, to se pravi, te odločitve prinašajo en drugačen pogled na človekovo življenje. Hvala, ko ste zdržali, in zdaj je čas za vprašanja, ne. Ja. Ja, zdaj je čas za vprašanja. Vam bom dal mikrofon. Smrtni strup. Zdaj pri nas je tako, da v našem zakonu, v tem predlogu, je tako, da mora biti eden od zdravstvenih delavcev zraven. V našem. V avstrijskem zakonu je tako, da zakon sploh ne določa tega. V bistvu zakon celo prepoveduje zdravnikom in zdravstvenemu osebju, da bi bili zraven. Ne. Zdaj, načelno je seveda bolj varno, ne, na nek način bolj varno, da ni nekdo zraven, ne, ker drugače je lahko spet nevarnost, da je nekdo ga usmrtil. Ne. Ampak običajno, recimo to, kar tudi vidimo, ne vem, v kakšnih filmih v Švici in tako naprej, vidimo, da so recimo lahko ljudje tudi zraven, lahko pa tudi niso, ne. Tako da, ampak naš zakon, če bo sprejet v Sloveniji, bo tako, da bo bodisi zdravnik, bodisi medicinska sestra mora spremljati proces. Mene zanimajo ekstremne situacije, se pravi, ne da bi hotel, ampak enostavno to vprašanje se postavi, recimo milostni strel, ne? Nekaj takega, to so ekstremne situacije in kako gledati na to z vidika etike, morale. Zdaj, težava torej, ena stvar je zakon. Druga stvar je situacija. Težava je, če ti zaradi ekstremne situacije prilagodiš en zakon. Se pravi, tudi pri nas, ko je bila razprava o evtanaziji, mi smo se pogovarjali o 2 primerih, ne, ali pa o 3, najbolj takih, ko recimo, zdaj, če ti rečem, recimo eno ekstremno situacijo, ne, ne vem, nekdo ima, ne vem, raka in bom rekel, po celemu telesu in dejansko nič več ne deluje, ne. Se pravi, vsaka stvar, vsaka kapljica vode pomeni dodatna bolečina za njega, ne. In zdaj, v tem primeru, ne, bi rekli, glej, v bistvu usmilimo se ga, ne. Ampak, po
Potem je pa primer, ampak kaj pa, če je tolkle, pa tolkle, ne, se pravi, v etični teoriji je bilo, recimo en tak primer je bil popuščanje jeza. To se pravi, mi imamo en jez, recimo jez nam zdaj reče, ne ubij človeka ob koncu življenja. Potem pa ti rečeš, ampak v tem primeru bi pa, ne, pa damo ven en kamenček. Po tem primeru bi pa tudi, ne, če bi bilo tole, pa bi, kaj pa v primeru ene težke depresije, ko en dejansko ne more ven, ko je vse črno. Dajmo pa še v tem primeru, ne, in potem, ko ti daš ven enih 5-6 kamenov iz jeza, bo vse padlo, ne, se pravi, cela varovalka se ti bo porušila. Kaj je zdaj razlika, tudi že zdaj imamo, to se pravi to, kar bodo tudi v predlogu zakona reče, sej vi uvajate paliativno sedacijo, recimo za take primere, vi uspavate človeka, pa človek potem umre zaradi tega, ker pač, ampak ga pravzaprav uspavate, ga direktno ne ubijete, ampak zaradi posledice tega, ki ste ga uspavali, bo pa on umrl, ne, ker pač ne bo več dobil hrane in ničesar, ne. Ampak tukaj imamo mi zavest, da je to ekstremna situacija, zavest, da je to zdravstvena indikacija, zavest, da je to nekaj, kjer smo mi premajhni, ne moremo odločati in mi ne odločamo o življenju in smrti. Mi dejansko lajšamo bolečino in smrt nastopi takrat, ko se bo proces življenja v tem človeku iztekel, ne. Druga stvar je pa ta, če mi rečemo, nekdo lahko reče, jaz neznosno trpim zaradi takšnih in drugačnih razlogov in želim, da mi ti daš stvar, s katero bom jaz končal to svoje trpljenje. Potem imaš pa ti in to ni recimo izmišljena stvar, ampak to je dejansko v vseh državah vidimo, da na začetku, recimo tudi na Nizozemskem, na začetku je bilo tam enih 600 smrti, potem recimo leta 2007 jih je bilo 2200, leta 2017 jih je bilo 6900. Ne? Se pravi, ti v bistvu prideš v recimo 15 letih, se je stvar povečala za 10-krat. Ne? In tudi ne samo, da se je pač številčno povečala, ampak tudi najprej je bilo to za rakave bolnike, potem je šlo za psihiatrične, potem je šlo za demenco, recimo. Ne? Potem imamo zdaj, rekel, ljudi, kjer vsak reče, če on lahko, ne? Mislim, tudi tukaj bo problem pri nas, bo zelo težko, tudi v Avstriji in tudi pri nas bo težko zdržati na tem, da bomo rekli, mi bomo imeli pa samo pomoč pri samomoru. To se pravi, da bo mogel bolnik sam končati svoje življenje. Ker recimo en tetraplegik bodo rekli, ja, kako pa zdaj on to? To je pa diskriminacija. On je diskriminiran, on bi tudi rad končal svoje življenje, pa ga ne more. V čem je razlika? Če on to naredi, pa ne more, ali če ga nekdo usmrti. Ne? Tako da tukaj je, rekel, ena previdnost, se mi zdi, da je na mestu, ne? Da ne gremo zdaj. Recimo to, kar si rekel, milostni strel, ne? To iz vojaške etike je bilo, pač nekdo bi trpel in vemo, da bi samo, ne vem, bombo je razneslo, njemu je glavo, pravzaprav pol glave odneslo, in v bistvu dolžnost sovojaka je bila, da ga je ustrelil. Ne. Ni bilo lahko, ne, gotovo nobenemu, ampak v bistvu rešiti življenje se v tistem trenutku ne bi dalo, druge pomoči v tistem trenutku ni bilo, to se pravi, to je bila edina možnost, ampak to so, zdaj, da bi zaradi tega potem pa rekel, ja, vse je tudi drugače, če je pa, ne vem, en tak problem, ki je pa res toliko težak in toliko akuten, ga bomo pa tudi tako rešili. Ne? Ne? To je bilo dejansko rezervirano samo za take ekstremne primere in to ne sme potem postati del neke teorije. Zakaj? Zato, ker
te stvari spreminjajo, bom rekel, osnovne koncepte življenja. To se pravi, prej sem rekel, recimo vprašanje trpljenja. Mi bomo v bistvu z uvajanjem evtanazije, mi na novo definiramo pravzaprav, kako se soočati s trpljenjem. Treba je vse narediti, da ga odpravimo. Treba je vse narediti, da ga končamo. Ne? Če drugačne, pa s tem, da končamo življenje. Dobro. Hvala lepa. Mislim, da imamo čas še za nekaj par vprašanj. Še kdo? Ja, mene pa zanima torej primer Nemčije, ki je odločila, da je torej dostojanstvo nad državno pravico ali kako nad avtonomija, svoboda posameznika, da razpolaga samim seboj, je nad pravico države, da ščiti življenje. Ok, in zdaj, če to si recimo predstavljamo primer, kjer si nek posameznik želi umreti, ali recimo, da je depresiven in se vrže z bloka. A torej torej država bi država kršila svoje pravila, če bi probala to osebo rešiti. Ja. Aha. Okay. V bistvu je tudi pri nas, ko se je ta stvar začela razpravljati, je bilo to. Ne? Mi nasplošno rečemo, da je samomorilnost eden od ključnih problemov javnega zdravstva. In da je treba narediti vse, da bomo mi preprečili samomore. In tudi delamo razne preventivne akcije proti samomorom in imamo vzpostavljene mreže, da ljudje lahko pokličejo, če pridejo v stisko in tako naprej. Po drugi strani pa mi rečemo, v bistvu pa ti lahko odločaš sam o sebi. Ne? Ni logično, da imamo mi, bom rekel, pomoč samomorilcem in cele ekipe, ki gledajo ali pa se naredijo vse za to, da nekdo ne bi naredil samomora. Po drugi strani pa mi ljudem rečemo, če se boš odločil, da boš naredil, ti pa ne bomo preprečili. Ne? Celo dali ti bomo pomoč. Omogočali ti bomo človeka, da boš to naredil tako, da bo zanesljivo. Ne? Ker to je tudi, zakaj si tudi želijo recimo pomoč pri samomoru. Zaradi tega, ker se bojijo, da jim ne bi uspelo. Ne? In znotraj recimo enega takega sistema je pa stvar ne bi bila bolj sigurna. Ne? Tako da to si odkril pravi problem, pravo rekel, vrzel v tem razmišljanju. Je pa v bistvu na Ustavnem sodišču je šlo za to, da mi, torej, ko govorimo o človekovih pravicah ali pa ustavnih pravicah in svoboščinah posameznika, potem je vprašanje, katera svoboščina ima prednost. Ne? In oni so dobili prav to. Ne? Nekdo je pač dal, ali on, ker želi končati svoje življenje, ali mu lahko država to prepreči, zaradi tega, ker ščiti človekovo življenje. In tako so pač razsodili. In če mi gledamo sodbe, in pravzaprav isto je bilo v Avstriji, isto je bilo v Španiji, isto je bilo v Italiji. Se pravi, vsa ustavna sodišča so, tudi pri nas je bilo tudi to, ne, da če ne bo šlo tako čez, bodo šli pa na ustavno sodišče, ne, in bodo potem tam dokazali, da ima pravzaprav človek pravico, da odloča o sebi. Ne. Ključna zadeva tle, vidim, je to, ne, ali je zahtevana medicinska indikacija in recimo, če bi želeli popravljati ta zakon, zdaj kot je, tak bi morali
recimo vztrajati pri tem, da mora biti pacient v stanju terminalne bolezni. Torej, gre za to, da bo pacient recimo umrl, da ima predviden rok življenja, ne vem, 3 mesece in v bistvu, čeprav mi nikoli ne vemo, ne, to je jasno. Rečejo zdravniki, imate še 2 meseca življenja, pa lahko živi še 2 leti, ne. Ampak vseeno, ne, je to razlika, če mi rečemo, nekdo je v stanju terminalne bolezni, ali pa če rečemo, vsak, ki neznosno trpi in pove, da neznosno trpi, ima pravico do smrtitve, ne, do tega, da mu zdravstveni sistem omogoči, da konča svoje življenje. Ne. Hvala lepa. Še eno, kakšno vprašanje? Zdaj, jaz sem slišal v zadnjih dneh, da človeško sočutje je danes najbolj zlorabljeno človeško čustvo in to se tudi zelo lepo vidi v primeru evtanazije. Ker mislim, da večina ljudi, če že drugje ne popstijo, pri svojih prepričanjih popstijo tukaj zato, ker se jim človek zasmili. In tukaj me v bistvu zdaj zanima primer, ki ste omenili iz Španije pa Portugalske, da koliko to je, da je bila toliko velika podpora, če se mogoče ve. Ja, prav zaradi tega, torej kaj zmaguje, ne? Kaj so stvari, ki zmagujejo? Zmagujejo zgodbe. Ti poveš, bom rekel, neko zgodbo, kjer vzbudiš v množici dejansko to sočutje in usmiljenje. In ljudje rečejo, mislim, da bi pa mogel takole trpeti, potem pa ne, boljš, da in ne se to uredi tako, da bo javno, ne da to zdaj, bom rekel, bo nekdo nekje na skrivaj ene stvari naredil, ne se naredi tako, da bo na pregleden način in da se ljudem omogoči. Po drugi strani je pa recimo ena zgodba, ki jih pa mi recimo z naše strani ne znamo tako dobro prezentirati, ampak recimo, ko imaš ti, ko ti en invalid recimo reče, sem ga jaz poslušal, ki je bil, zdajle je, mislim, da letos maturiral na škofijski klasični gimnaziji v Šentvidu in ima pač neko težjo bolezen in je na vozičku in drugače pa brihten ko ne vem kaj. In je potem na enem kongresu rekel, ne, jaz po kriterijih o vrednosti življenja, po tistem, ki je Peter Singer napisal, mene ne bi smelo biti. Pač mene ne bi smeli starši sprejeti, jaz bi mogel iti po predrojstveni diagnostiki, bi me mogli izločiti iz nadaljnega poteka življenja, ampak je rekel, jaz pa tako rad živim. Ne? In ko ti slišiš, pač vidiš enega takega fanta in veš recimo tudi, kaj je on naredil, ne vem, za svoj razred, za vzdušje recimo v šoli, kljub temu, da ga ni bilo veliko v šoli, ampak je v bistvu naredil ustvaril neko mrežo ljudi, ki so ob njem v bistvu drugače začeli gledati na življenje. Ne kot življenje sem nekaj uporabnega, ampak življenje kot nekaj, kar me preseneča, kar me presega, kar je drugače, kot bi si mogoče jaz predstavljal, ampak je ravno zaradi tega lepo. Ne? In zaradi tega on rad živi. Ne? In če bi mi rekli, recimo tudi ali pa povedali zgodbe ljudi, ki ti jih povejo, ne vem, rak na slinavki, vejo, da bo mama živela samo še 2 meseca. Otroci so še majhen in tako naprej. Se pravi, katastrofa od katastrofe. Ne?
za vse, ampak recimo ena punca, ki je bila srednješolka, je meni rekla, moja mami mi je v tistih 2 mesecih dala dovolj za celo moje življenje. Jaz sem v bistvu takrat dozorela in v bistvu jaz imam dovolj rekel, popotnice, ne, od nje, zato da bom jaz lahko rekel, bom šla v življenje naprej. Prav, zgodil se je zaradi tega nekega intenzivnega odnosa, ko se je vedelo, da se mama poslavlja, se je zgodil en odnos, ki ga drugače ne bi bilo. Ne idealiziram tega, ne govorim, da je zdaj to nekaj, ne vem, zaželenega za vsakega in tako naprej, ampak povem, da pravzaprav, če si odprt za to, da sprejmeš tudi to ranljivo in krhko plat življenja, te lahko to obogati. In te stvari bi morali povedati. Ne? Tako kot tam, recimo, zagovorniki evtanazije govorijo zgodbe, neznosno trpljenje, usmiljenje, bi lahko tukaj rekli, lej, v bistvu, če jaz trpljenje in bolezen sprejmem, lahko tudi tukaj dozorim. Življenje me je nekaj naučilo. Življenje, ki je krhko in minljivo in tudi boleče, tudi prinaša nekaj dobrega, pozitivnega. Tudi to je en vidik življenja, ki ga ne smemo zanemariti. Seveda je to težja pot. Ne? Težje prodeti s tako zgodbo, kot z drugo. Ne? Čeprav je ta pravzaprav resnična in rekel, prinaša eno življenje. Ne vem, nisem dovolj pameten, ker da bi tle pogruntali ali da bi iznašali eno dobro strategijo, ampak gotovo, ne, pokazati to pozitivno plat življenja, ki je tudi ob starejših, tudi ob umirajočih, tudi to je en del življenja. Ne smemo tega poriniti stran. Ne. Tudi, ne vem, proces enega žalovanja, proces enega poslavljanja, tudi vse te stvari, ki se mi zdi, da jih nekako porivamo na obrobje. Najlepša hvala. Zdaj bi zaključili z uradnim delom Večerne akademije in bi povabil samo še našega rektorja Damjana Rističa, da pove nekaj besed o jezuitskem kolegiju, o dejavnosti, ki potekajo tukaj. Vmes, ko pa predajam mikrofon, pa mislim, da si profesor, zato še en velik aplavz.